Pistacije so dragi oreščki, za katere se zdi, da se v zadnjem času v najrazličnejših oblikah pojavljajo skoraj že vsepovsod. V rogljičkih, namazih, čokoladi, sladoledu. Pistacija je postala prava uspešnica. Ponudba pistacijevih namazov je res pestra, a privlačna zelena barva nujno ne pomeni, da namazi vsebujejo pistacije. Pri nakupu je pomembno, da preverite seznam sestavin, ki mora biti čim krajši. Vsebnost pistacij lahko varira vse od 12–13% pa do 100%. Tisti bolj kvalitetni namazi načeloma imajo precej višjo vsebnost pistacij kot tisti manj kvalitetni, ki so načeloma tudi cenejši. Tako da v bistvu za nek kvaliteten pistacijev namaz bi rekel, da ima vsebnost pistacij krepko nad 50%. Med 18 vzorci, ki so jih testirali, sta bila zgolj 2 narejena izključno iz pistacij. V drugih so bile še druge sestavine, kot so rastlinske maščobe, sladkor, različni dodatki ter arome. Naravni odtenek mletih pistacij je namreč lahko rjavkaste barve, ki pa ni tako privlačna na pogled kot svetlo-zelena barva, ki jo potrošniki povezujejo s pistacijami. Poleg tega z dodatki pridobijo izrazitejši okus in kremasto teksturo. Tisti z najmanj pistacije so bili živo zeleni, tako da barva res ni. Tisti najbolj živo zeleni imajo najbrž barvila, vsebuje recimo spirulina se noter da, tudi kakšni klorofilin, ampak načeloma, vsaj pri teh, ki so bili zelo barvani, je bila vsebnost pistacije tako pod 40%, rečemo. Pistacjevi namazi pa ne glede na odstotke dosegajo vrtoglave cene. Cena za kilogram pistacijevega namaza je v povprečju okrog 35 evrov. Cena za kilogram 100-odstotnega namaza je približno 45 evrov, pa vse tja do 80 evrov za kilogram. Pri nekaterih je vsebnost pistacij lahko precej nizka. Tudi cene niso sorazmerne s kakovostjo. Težko je določiti, kaj je pistacijev namaz in kaj namaz s pistacijami. V bistvu smo se obrnili tudi na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ker nas je v bistvu zanimalo, kaj sploh je zdaj, katero živilo se sploh lahko definira kot pistacijev namaz, ker marsikateri namaz je v bistvu bolj namaz s pistacijami. Torej nekateri imajo tako nizko vsebnost pistacije, da bi težko rekli, da je to zdaj pistacijev namaz. Ampak načeloma so nam zagotovili, da je lahko kakršenkoli namaz s pistacijev namaz. Proizvajalci kot pistacijev namaz lahko označijo tudi takšnega, v katerem pistacij skorajda ni, saj ni zakonskih omejitev. Naključne mimoidoče smo vprašali, ali in katere izdelke iz pistacij si radi privoščijo. Baklava s pistacijo. To je turška, istanbulska, krasna baklava, ki jo morate probati. Sam rada imam pistacije kot oreščke, v drugih oblikah pa ne, tako da te čokolade in te dubajske mi niso všeč. Največkrat si privoščim ali sladoled pistacijev, ali kakšne praline s pistacijo, ali čokolado s pistacijo, kaj še, tiramisu s pistacijo. Kaj pa kakšni ti namazi, ki so zdaj tudi? Ja, namazi tudi, ja. Imam kar ene 2 vrsti tega namaza. Ja, super je za na kruh. Ajdov kruh. Pistacijev namaz je res zadnji trend, ki kraljuje tudi med potrošniki. A kot pri vseh trendih, malo previdnosti ne škodi. Etiketa na kozarcu vam bo povedala, koliko pistacij vsebuje in kakšna je kakovost. Najboljši so namreč narejeni zgolj iz pistacij.